tudi danes trdim, da se kriza nič ne izboljšuje, čeprav vsi o tem govorijo in da bo trajala še dolgo, leta, žal, da se bo treba tudi navaditi na to, da bomo delali v določenem zmanjšanem obsegu sredstev in da bo treba temu prilagoditi tudi določene svoje osebne potrebe. Naslednja teza, ki jo tudi izpostavljam, je, da dokler kriza ne bo povzročila, da bo ta zadela v vse sektorje, oziroma ne bo povzročila enega izenačevanja pogojev v vseh sektorjih, tudi v javnem sektorju, do takrat bomo lahko ugotavljali, da krizi še nismo prišli do konca. Mogoče bo to šele čez leta. Zdaj, kako se recimo v nekem okolju, na državnem ali lokalnem ali kje druge, zavedamo krize, seveda najbolje kaže tudi odnos nekaterih politikov do določenih vprašanj. Sam sem eden izmed njih, ampak žal prihajam iz gospodarstva, ker se z drugačne plati srečujem z temi vprašanji. In tretja teza, ki jo postavljam, je, da bo po krizi bistvena sprememba lastništva nasploh v svetu kapitala in seveda tudi v širšem in ožjem okolju. To bo pač ta kriza povzročila. Zdaj, mene zanima, gospod profesor, tudi kaj vi menite o reakcijah slovenske države na krizo. Mogoče boste o tem rekli kaj kasneje. Vemo, da je država določene, da je reagirala, to ne bi smeli reči, da vsi ukrepi niso zadeli, to tudi vemo. Jaz sem gospodarstvenik rekel, da mogoče ni nič narobe, če je ukrepov veliko, pa jih zadane samo določen procent, če so ti dobro zadeli in prejeli, je vendarle bolje, kot da nič ne reagiramo. Mislim pa, da je slovenska država reagirala precej počasi in nekako skoraj bi rekel previdno in zelo zbirokratizirano. Od to tudi nekateri ukrepi, ki jih je izvajala, vemo, da ukrep subvencionirana obrestne mere ni zadev oziroma prijel tako, kot je bilo mišljeno, da sta recimo ukrepa subvencioniranja delovnega časa, da je prijel precej bolje. Jaz sem tukaj podatek, da je prav v ta projekt vključeni 709 podjetij v Sloveniji in da je v regiji zajel 10.800 in še nekaj ljudi. In da seveda je pa treba povedati, da je od tega samo Gorenjevih, ker so odi v to regijo, se pravi Savinsko statistično regijo, da je samo Gorenjevih delovec tukaj čez 6400. No in drugi ukrep, ki je bil tudi tukaj, je bil ukrep čakanja na delo. V Sloveniji se je vključil, ta je precej slabo prijel in mislim, da ravno zaradi izrazito previsoke zbirokratiziranosti, praktično se je v njega vključilo samo 323 podjetij, z naše regije okoli 4600 zaposlenih in od tega je zopet Gorenje, samo Gorenjeve firme so zajele okoli 3000 zaposlenih. Zdaj, prednost teh določenih ukrepov gotovo so bili, če lahko malo prehitevam vaš odgovor, ki ga boste dali, zagotovo so v tem trenutku preprečili določeno daljno odpuščanje, slabost ukrepov pa, kot so že sam rekel, previsoka zbirokratiziranost, tako nasplošno povedano. Zagotovo bi pa rekel, če bi lahko dal komu pobudo, zdaj tukaj seveda nimam komu dati, ampak če boste vi sodelovali v kakšnih vladnih krogih, bi rekel ukrep čakanja na delo, ki je v resnici slabo prijel in bi ga bilo potrebno precej poenostaviti, se mi zdi, da bi moral ostati tudi po obdobju, ko ga bo
uradna politika ali pa ekonomija, ne vem kdo, razglasil za konec krize, ker mislim, da je tak ukrep primeren tudi ne samo za obdobja stagnacije ali pa zmanjševanja padanja, oziroma da je primeren tudi za obdobja gospodarske rasti. No, še to sem pozabil, zbirokratiziranost teh ukrepov je povzročila tudi to, da so ukrepi postali povsem neprimerni za majhna, mala in mikropodjetja. Najprej se strinjam z vami z birokratiziranostjo. Jaz moram reči, da kaj toliko komplicirajo, nisem nikoli razumel in to velja pri vseh ukrepih in po moje bi lahko tudi zaradi mene pri zaposlitvah. No, če smo čisto odkriti, ta zaposlovanje, kakorkoli poseganje v bistvu pomeni spreminjanje odkrite brezposelnosti v prikrito brezposelnost. Na nek način gremo nazaj v samoupravljanje, pa nimam nič proti temu. Mislim, da je celo na svetovni ravni se dogaja nekaj podobnega. Mislim, to, kar je včasih bilo v socialdemokratskem modelu Evropske unije, se na nek način vrača. In to je po moje rešitev, rešitev vsaj začasna. No, ampak tu smo po moje preveč komplicirali. Tisto bi raj nam iz države rekla, v redu, jaz vam dam to pomoč, samo to pomoč dobite kot obliki nekega kolaterala, se pravi, jaz postajam lastnik, če tega ne boste vrnili. In zaradi mene se neke lastnike lahko tako izrine in meni, da bi podjetja bistveno bolj premislila, ali res imajo potrebo ali nimajo potrebe. Se pravi, kar se tiče tega. Ukrepi, ki so po moje predvsem delovali, je bila predvsem prevzem garancije za vse hranilne vloge. Mislim, to je delovalo, ker to je preprečilo, da bi ljudje začeli iz banke imeti depozite in imeli gotovino. V tem primeru seveda bančni sistem se onemogočil, je pa seveda je to čisto psihološka stvar. Mislim, enostavno država ne more garantirati, nima denarja, da bi garantirala za vse vloge v bankah. Ampak v redu, to je zelo dobro delovalo. Ta drugo stvar so že nekoliko zakomplicirali, ko so garantirali bankam za sposojanje denarja v tujini. Tu je bilo že po moje nekoliko velik problemov. Zakaj so nastali tudi problemi? Zato, ker so zmeraj hoteli rešiti še neke druge probleme. Zaradi mene plačal direktorja Ljubljanske banke, vse so vtikali v to in potem, kar se tiče teh posojil podjetij, tu so pa hoteli rešiti še probleme tajkunstva. In to se enostavno ne rešuje. Jaz moram reči, jaz sem predlagal, nekaj naredite. Naredite državno skrbništvo nad vsemi finančnimi holdingi. Je to rešitev in to zdaj ločen od pač kreditiranja gospodarstva. Ker kakorkoli gledate, se je vse en, kje pride kredit v gospodarstvo. Zaradi mene tudi tajkun bo plačal s tistim kreditom nekomu račun. In je vse en, kako pride kredit v gospodarstvo na nek način, če pride pač. Če bo pa seveda poplačal, bo se pa banka spet imela denar, da lahko gre naprej. Se pravi, če se s čim z vami strinjam, se strinjam, da so do neskončnosti zakomplicirali. Že tista delitev podjetij na A, B in C skupine je nesmiselna. Tega ne more država presojati in v tej krizi, če si bil ti do včeraj A, si lahko jutri C, ker si izgubi neko naročilo. In mislim, to je bilo, tega enostavno jaz moram reči, tega velikega kompliciranja nisem nikoli razumel. To se pravi, da tisti monetarni ukrepi so na nek način preprečili, da bi se bančni sistem sesul. Je pa še zmeraj vztrajam pri prejšnji trditvi, da banke v resnici niso imeli denarja, ali pa so tisti, ki bi si sposodili denar, bi si bolj, pač banke tega denarja ne bi nazaj dobile. Ker banke pa niso imeli denarja, ker so morali to vračati. Kar se tiče na področju dela, se z vami strinjam, samo gre za prikrito brezposelnost. Je pa neke vrsta rešitev, kar se pa tiče psihologije. Dobro, najbrž je nekaj psihološkega tudi vmes, ker ljudje, če se govori o slabih časih, nočejo kupovati pralnih strojev, če hočete. Mislim, zaradi tega, ker pač poskuša nekaj, deloma je mogoče pač ta psihološki. Se pa z vami zelo veliko strinjam, ne vidim zelo hitrega izhoda iz te krize
se mi zdi, da bo precej časa trajal, tudi ne glede na to, kaj se na borzi dogaja, me pravzaprav zelo veliko ne tolaži, če grejo tam in